Ok, 23 let si delala na pošti. A si ta čas, ki si delala na pošti, kakorkoli negovala svojo kreativnost? Oziroma, kdaj si jo sploh nazaj začela? Mogoče to prvo vprašanje. A ne, kdaj si jo začela, pa tudi zakaj si jo takrat začela, kaj se je zgodilo, a ne? Ker če ti toliko časa ne, ponovadi to gre zamre pri ljudeh, pri večini ljudi na tem planetu bi rekel, da pol pač to odplava, a ne? Ali pa rečemo v zahodnem svetu, da ne bom rekel na celem planetu, a ne? Ampak v tem našemu first world, kakorkoli ćemo temu reči, pa sigurno. Jaz bom rekla, verjetno takrat del ustvarjanja se je začel takrat, ko je bil sin majhen, pa veš, ko z njemu skupaj kaj delaš, rišeš, ne vem, režeš del tega. Pa sem, ne vem, njemu parkrat zašila kostume, recimo za pust. Te malenkosti ali pa ga narisala, pobarvala. To so taki mali znaki, a ne. Nisem raje šla kupiti v trgovino, ne vem, za klovnička kostum, ampak sem mu sama zašila, sem šla po blago. Pa se je začelo kvačkanje, tako ob televiziji, ob temu, a veš, tisto, najdeš nekaj, pa bi rad nekaj delal. To eni ljudje pač imate to sposobnost, da gledate, pa še nekaj zraven mencate, ne. To se ti delaš, ne? Ja. Ko sem službo že pustila, sem si dala še leduška, da sem začela ustvarjati, zares. Sprav ta otrok, tvoj otrok, a ne? Ne otrok v tebi, ampak tvoj otrok je zbudil otroka v tebi, a ne? Ja, moj otrok. Ja. Se je zdi tako pač nekaj res izjemnega, a ne? Zakaj si pustila službo, 23 let na pošti? A veš, kaj mislim, pač, a ne, tu je varna služba, ziher služba, penzija bo redna, a ne, vse te stvari, nisi glih stara 25 let, da bi se lahko hecala v življenju, jasna, kaj se pa greš, a ne? Tako da, daj malo več ozadja, zakaj, kaj se je dogajalo, da si ti rekla temu konc, pa če si imela kakšen backup plan, si sam rekla konc in bom že nekaj. Najprej moram reči, da si še danes pogledati točno, kaj je meni bilo, da sem 23 let trajala v službi, ki sem trpela vsak dan, ko sem šla, čeprav so vsi rekli, kako sem prijazna, kako znam se, kako sem hitra in urna in ker pač si tak, da daš vse od sebe v tisto, kar daš, kar delaš, taka pač sem, da res, ne. In da sem, ampak to je bilo meni trpljenje. In vmes, ko sem bila na pošti, že, sin je bil star 8-9 let, 10, pametno, pravi, ja, zdaj bo že 11 let nazaj, no, sem spoznala Herbalife in sem začela z možem uživati Herbalife in malo po dogodkih hoditi in takrat sem začela tudi, čeprav sem že veliko očitno sama delala na sebi, ne, da sem šla po tej poti, ko sem šla, da nisem zatavala vmes. Ampak tukaj sem recimo res dobila še dodatno motivacijo, dodaten pogum, osebno rast, kar moram reči, da tukaj se res dela na osebni rasti, kar je meni zelo všeč. In po par letih sem jaz videla, da mogoče bi pa jaz samo to delala. In potem se je začelo, da sem jaz začela, te pikce sem odkrila za mandalo, ki jih rišem, a ne? In sem odkrila, da to mene strašno pomirja. In potem sem ugotovila, da jaz moram to moje ustvarjanje dati ven. In potem sem se z možem pogovarjala in sem jaz, da jaz bi pa malo ustvarjala, da bi to, da bi pa je rekel, ja pa daj to, kar si, pa daj na Facebook pa pokaži, pa zdaj moraš čez sebe iti, da pokažeš, kaj si ti ustvaril. To je proces, ne, to ni, kaj si bojo ljudje mislili, zdaj se je čisto zmešalo, več. Najprej pošta bo Herbalife vmes. Itak se ti je že odpeljalo, ne more biti slabš, kot da greš v Herbalife. Mislim pač, da se malo hecava, ker veva, kakšna je situacija. Ampak z veliko na slabšem ne moreš biti, le. Ja, no, se to, ne. In v glavnem, imam pa na srečo res moža, ki me podpira v vsem, tako ko sem jaz skozi njega podpirala tako on mene. In ja, rekel, daj, ne, začni. In potem sem se izstala in potem, veš, in potem rabila sem mogoče tudi to, da je rekel, ja, daj, ne.
Ko sem jaz začela ustvarjati, se to je hecno zdaj, ne? Jaz sem si navlekla naenkrat vse. Jedne vse. Zdaj bom malo risala, pa bom malo z vodenimi barvicami, pa bom pikice delala, pa bom šivala, pa bom delala, ne vem, lovilce, vse. Jaz sem delala tak haos srednjevne sobe, dokaj si mislim, da je sobe zdaj zrihtala. Res. In bolj, kad ti je dovoljeno, da to lahko daš ven, ka ne veš, kaj bi najprej. Tako da sem se mogla najprej najti, Se pravi, čem najbolj uživam. je na začetku prišel en plas, ki tako je držal tam na gori in se je držal in ko so ti dali dovoljenje, da ga spustiš, je sam vse šlo naenkrat ven in bil vse in uno in drugo in tretje in četrto. Okay. Ampak res je to noro. Veš, to je prav tisto, ne vem, vse verjetno malo bo še tako občutek pri čemu drugemu to, ampak enostavno se usipa, ker ne veš, kaj bi najprej zagrabil. Tako da sem se najdla in sem ugotovila, da se ne smem omejiti samo v eno stran. Ker najprej sem htela, bom delala samo dala sem pikice. Ni šlo. Potem sem začela te vrtiljačke za otroke, ne, za nadposteljco, s temi figurcami. In vmes, ne vem, pač take stvari, ne vem, zadnjič ko mi je napisala ena gospa, kaj mi je že napisala, če bi naredila, sem pozabila. V glavnem, zato to tiho knjigico je od nečaka žena mi pisala, se pravi, da ona rabi darilo, če delam tudi tihe knjigice. To že nekaj cajta nazaj. Ja, pa pravi moj, pa boš naredila to? Jo, bom, ja, zakaj ne? In meni je izziv, ne? Kako bom zdaj jaz to naredila? Recimo za vrtiljak. Se pravi, samo da tle razčistimo. Te preče za svojega sinčka rabim tiho knjigo, a ti to delaš? Sam v realnosti je nikoli prej še nisi naredila. Ne. Ok. In ti rečeš, ja. Ok. In zdaj tle je bil tudi vprašanje od Sare, pa te bom zdaj vprašal. Sprav, njeno vprašanje je bilo, kako to oziroma kaj je bil povod za takšen izjemen mindset? Si že v otroštvu začela razmišljati na takšen način? Se pravi, in tle, moje vprašanje je tle zraven, samo razširil bi ga, a ne? Odkje je ta pogum, da rečeš ja, še preden si tu sploh kadarkoli naredila? Ne vem, po pravici ne vem, ker... Veš kaj jaz slišam? Jaz slišam, da pač toliko zaupaš v svojo kreacijo in da če je nekaj, kar obstaja na tem planetu, ti to lahko narediš. Ali pa tudi, če je nekaj, kar...